Ko smo lovili zadnjo pumpo. Zadnja pumpa, ki pa je? Tlele. Daj, da se prednujemo čato popletnico. Gremo naprej leto 2009. Danes gledamo stare posnetke svoj Leto 2007 vsem feeling, veš prvič tujino. 2012. Bratujeno. Tako da, prosto to pogledaj. Z mano je tle Šoli, Max in Primož, obdelali bomo leto 2014. Imeli smo en hudo turnejo po Španiji, svetovno prvenstvo, pa smo imeli en hud projekt na Mangartu, oziroma ne, projekt ni bil sam na Mangartu. 3 lokacije. 3 hude lokacije. Celje pa Piran. Celjski grad, Izolski, pa malo. Izole. Ja. Pa začeli smo malo tole birokracijo urejati, ne, CGP, videoprodukcijo, pa to, kar si je dom želel. Pa šel do našega časa, ne? Pa šel današnjega časa. Zakaj smo sploh logo začeli menjati? A veš zakaj? Zaradi tega, ker ta star logo, Je bil res hud. ta star logo je bil sicer res hud, a ne? Ampak je imel par nesmislov in sicer prvi je, da je kucač v žogi in kucač žogo drži v žogi. Drugo je to, da ima žoga rogove, tretje je pa to, da neki z napisi. No, naša publika lahko glasuje, a je logo hud ali ne, pa če je naš nov logo jači. Naj glasuje, se vrnemo nazaj na ta logo. Vse majice zamenjamo, pa lik zdaj. Ja, ker so majice glavni problem. Glavnem, naš nov logo je tole, kar ponosno nosimo na svojih prsih. Nikoli še nismo javno razložili pomena našega loga. Torej, Dunkin' Devils, 2D-ja, obrnjena en nasprot drugemu, potem naslednji element je puščica navzgor, ker to je naš motor, samo ena prava pot navzgor. In ta krila, ki so v D-jih še poudarjajo to. Zdaj, skupnost, oziroma ta obroč, ki povezuje vse to, pa predstavlja našo skupnost in povezanost in prijateljstvo in Obroč od koša. A ni obroč od koša, oziroma in naredi obroč žogo koša. iz tega. No, ampak to je pa še največji čar tega logota, ja, da dejansko naš logo naredi basket žogo. To je zgolj na ključe, ne? Zdaj veste, kaj naš logo pomeni. Ni kar tako neki skup nabasan, ampak ima vsak košček svojo zgodbo. Dajmo to še do našega videa. časa. Ti si bil v šovu današnjega časa. Ja, To je bilo, ko smo na Bežigradu imeli. Trkaj je bil tle, ne? Trkaj je bil povezovalec in to kar dober. Ja. Vsak čas Trkaj. To smo kar trenirali, ne? En mesec je bilo kar na harda. Stari, koliko enih treningov. Lebo, ne, se ni bilo to naporno. Ta akcija je bila pa tako ena najjačih akcij. Leto. Fuck. Ti si skrivno treniral Ja. skok za finale Dunk Contest. Zdaj, a tle manjka nekaj v tem šovu, neki blok, ki nismo nič pokazali v videu tu. Ja, to je zdaj na koncu vidiš, zdaj je. To je to, ja. No, zadnjih 30 sekund je let šov. Zadevo smo upgradali iz teh kontrolerjev, ne, na brezžično. Iz ročnega na avtomatskega. Ja, in smo z računalniki pognali, na treningih je recimo, da kakor to koredo še dela, prije nastop tema. Pa ne Vse. sam tema, ampak random. Enkrat je delal, večinoma pa ni. Vsi so bili tako na koncu, ful hud šov ste naredili. Sam tam na koncu, a je to bilo vse v redu. To ste videli, jaz sem pa to delal. Glavno, ta šov današnjega časa je bil hud, nam rekel spektakel, no, ker spektakel je bil en let prej. Ni bil adrenalinski spektakel in ni bil, kaj že, akrobatski cirkus. Kar nas pa čaka 17. in 18. maja v Hali Tivoli. Daj poveš, da je treba karte kupiti. Kup te karte. Čim prej, dobri zici grejo prvi. Mangart! Je bil prej ali pa? Prej je bil. Prej Prej je bil Mi smo, Mangart, ja. se pravi, 25. maja mislim, da smo imeli šov današnjega časa. Mislim, mene je malo medek, ker mi smo Mangart snemali pri 0 stopinj. Ja, ampak smo ga snemali avgusta. Ja, Ta je ta zadnja. tale akcija, ja. Tle vem, da je Polani, enkrat Karič, dobro ratela ja. in gre Marči radi radijati. Domači je bilo težko spraviti. Ta sinhronost, ne. Zgolj na ključe. In Tle si je pa- na vidice odstaviti. Tle pa gape v svoji vlogi. Kikec. Če ni... No, ta reverse je mogel biti kar strašljiv, stari. Ker predstavljaj si, ti imaš klife 150 metrske na vsaki strani, koš je čist na koncu in ti letiš z glavo obrnen navzdol. Drugač ta dvojna je bila sketchy, ker če bi se zarolal naprej, ne.
Malo večji preval narediš. Kakšna žoga pa smo izgubili, ne? En od ciljev je bil, da prijemo na svetovno prvenstvo in 2014 se nam je to uresničilo, ne? In smo šli v Španijo. Prva destinacija je bila Granada. Ja, En del ekipe je šel s kombijem dol, 2 Jurija 500 km. ja, jaz pomare, sama. 36 stopinj klima ni dela, ne? Ostali reveži smo mogli pa leteti. Tale Bilbao je bil tudi tako hardcore, ne? Smo imeli kar veliko nastopov. Tako jaz se spomnim, da smo tle ful uživali, ko smo nastopali. Pa ne, tako A res kje ne nisi je ti bilo. užival? Ne, ampak tle je bilo tako ekstra. Dober vibe je bil. Tako, da smo res probavali elemente, ki niso bili To smo čez pa. zihar, ampak si jih vsem šel. A še kje je bilo 2014? Je seveda proti... To bo kdaj, oktobra smo se spravili, smo bili pred eno odločitvijo. Tako kot smo zdaj delali naprej, ali kot študenti za ekstra delo, ali pa gremo štartati, kako se spodobi, pač all-in. Kakšnih odločilnih korakov je bilo stari? Ne, ampak ta je bil res monumental. Ta je bil tako, ta je bil make or break. Ne? Ja, v bistvu smo bili postavljeni pred odločitev, ali bomo hobi naredili v službo, ali pa bo hobi počasi šel za to. Nekaj tazga. Tako nekako je bilo. In smo se odločili ohraniti to in graditi na naslednjih generacijah in pelati vso zgodbo še par let naprej. Super, bravo. Perfektno zaključek. Malo je solice. Ni posnet. A res ni? Ja, kaj je že, no? Nasmeh je bil, pa je počas ginil.